Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas pripravljamo zanimive vsebine iz dežele ob Muri in širše. No, tokratna tema našega današnjega pogovora so predsedniške volitve, ki nas čakajo to nedeljo. No, odpravili smo se v Ljubljano, kjer nas je kandidatka za predsednico Slovenije, gospa Sabina Senčar, povabila na kavico, da malo poklepetamo o kandidaturi za predsednico Republike Slovenije. Tako da, gospa Senčarova, lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala, da ste me povabili in obiskali. Ob tem bi še samo rad povedal, da smo k sodelovanju povabili vseh 7 kandidatov, ki kandidirajo za predsednika oziroma predsednico države. In edina, ki se je odzvala na našo povabilo in nekako tudi pristala na snemanje pogovora, je bila gospa Sabina Senčar. No pa gospa Sabina, morda za uvod najnega pogovora, pa seveda vprašanje povezano z vlogo predsednika države, pa morda kakšen je vaš pogled, kakšno vlogo mora imeti predsednik države? Predsednik je absolutna moralna avtoriteta in edini izbranec naroda. Pomeni, da mora vedno delovati v skladu, ne samo z ustavo, pač pa tudi v dobrobit države Slovenije in svojih ljudi, teh ljudi, ki so ga izvolili. Ravnati pa mora po svoji vesti, zato je izjemnega pomena, kakšen človek je, kaj njegova vest narekuje. Zato ni vse eno, kakšnega predsednika izberemo. Mi imamo zdaj že 10 let obstoječega predsednika, gospoda Pahorja. Menite, da je on opravljal to svojo dolžnost, kot bi jo moral? Ja, imel je sigurno tudi neke dobre lastnosti, kar se tiče protokola in mirnih časov, kjer ni bilo krize, kjer smo živeli mirno in se s politiko dosti nismo spogledovali kot normalni državljani. Je bil v resnici prijeten in nek lep vzor za predsednika. Protokole je obvladal in je bil res dober. V kriznih časih, ko pa bi moral predstavljati varovalko, varovati bi moral vse, kar je zapisano v ustavi in s tem svoje ljudstvo, se pravi, varovati bi moral temeljne človekove pravice in svoboščine, takrat ga pa ni bilo nikjer. Nažalost, niti enkrat se ni oglasil, pa ne samo zato, da bi se zavzel za svoje ljudi, ampak tudi s tem, da bi pokazal, da nas sliši, da nas vidi in da nekaj nam pove o svoji vesti. Zakaj menite, da se je nekako, lahko rekel, umaknil takrat iz javnega življenja v tistih dneh? Zelo malo ga je bilo nekako slišati v tistih najhujših kriznih časih. To jaz težko komentiram, razen to, kar sem slišala, da je sam povedal, da se ni želel pretirano vpletati, ker je pač zaupal stroki ali eni ali drugi in da ni želel biti konflikten, tako da se je raje odločil, da bo tiho. Ampak spomnim se dogodka, ko smo šli v mirne demonstracije zaupati svojemu predsedniku, izvoljenemu iz ljudstva, smo bili prišli z mirnimi demonstracijami povedati, kaj nas teži pred vladno palačo, pa se ni pojavil, ni stopil pred svoj narod. Jaz velikokrat rečem, da niti čez okno ni pogledal ali čez zaveso morda. Kaj bi vi storili? Vedno bi stopila med ljudi, vedno. Saj meni bi bilo v interesu, da od ljudi izvem, kaj jih teži in kaj lahko naredimo bolje. Pa ne samo to. Kot varovalka bi celo skrbela ob razglasitvi zakona, ki se ne bi ujemal z mojimi vrednotami, načeli in za katerega bi moji svetovalci menili, da ni v skladu z ustavo, bi nemudoma ali v najkrajšem času stopila pred ljudi in z njimi skomunicirala ali povedala, kaj tukaj ni v redu. In šele na to bi uporabila druge mehanizme, da taki zakoni, ki niso v skladu ne z mojo vestjo in ne z ustavo, ne bi šli mirno skozi. Sami ste govorili o zakonih. Kaj je ta zakon o nalezljivih boleznih? Kaj se s tem zakonom dogaja?
Jaz bi rekla temu, da je ta zakon že dolg mencajo. In to, kar so zdaj, zadnji predlog ZNBD, ima bolj kozmetične neke popravke, ampak dejansko vsebinsko je pa neustrezen. Kaj je spornega v tem zakonu? Nikoli več si ne smemo dovoliti diktature medicinske. In če bo zakon tak, kot je sprejet, ima premalo varovalk, da nas ubrani pred diktaturo, ki smo jo bili priča. Ker v takem zakonu, sicer je dobro, da ne vladajo z ukrepi, tako kot smo bili navajeni, kar je še veliko slabše, ampak zakon pa legitimizira to, kar se je dogajalo, se pravi, lahko z katerokoli boleznijo, ki ima veliko nalezljivost, ne veliko smrtnost, nam lahko ponovno odvzamejo povsem legalno vse svoboščine in pravice. To smo že doživeli in to bo zdaj razlika samo v tem, da ne bo samo z odloki, ampak je možno tudi pred zakona o nalezljivih boleznih, kar se mi zdi morda še celo bolj nevarno. Kaj pa kakšna ustavna presoja? Ja, ljudstvo že prosi za ustavne presoje. Morate vedeti, da ustavno sodišče se utaplja v raznih predlogih ustavnih presoj. Pa naj si bodo o ukrepih, naj si bo o cepljenju, o vseh teh stvarih, ki so se nam dogajale, in vendar ustavno sodišče melje ekstremno počasi in ni nujno, da sprejme to v obravnavo. Naprimer, jaz imam že najmanj 2 leti predlog ustavne presoje, pa se ne zgodi nič. Mislim, to so stvari, v 2 letih se zgodi marsikaj, ne? Pravice so lahko kršene v zelo kratkem času in lahko zelo veliko stanejo posameznika. Če gremo sedaj malo pogledati tudi te kandidate, poleg vas je še 6 različnih kandidatov, pa če morda kakšen je vaš pogled na vaše sokonkurente za ta stolček predsednika Republike Slovenije? Ja, jaz imam včasih na soočenih občutek, da sem na parlamentarnih volitvah. Zato, ker bolj imam občutek, da se lomijo strankarska načela, kot da bi kandidati pokazali, kakšne osebe v resnici so. Ne? Naprimer, kandidat, ki pravi, da je kandidiral za podpisi ljudi, pa je dejansko bil celo življenje član stranke SDS, gospod Logar, zelo, zelo malo pove o sebi in o tem, kakšne so njegove vrednote in kakšna je njegova vest, ker predsednik mora ravnati po svoji vesti. Nekako se mi zdi, da je v velikem precepu zdaj od svoje primarne stranke dobil veliko dobrega, zelo so mu pomagali pri volitvah, ne? SDS volivci so zvesti volivci, ampak hkrati je dobil tudi breme vsega negativnega, ves čas so vprašanja v zvezi s tem, kaj je SDS v preteklosti storila. Tako da je v bistvu med 2 ognjema, sam se pa nikakor ne izjasni, kaj so pa dejansko njegove nestrankarske vrednote. In to mi malo manjka, ker če v prisegi, da bom ravnal po svoji vesti, potem moramo mi vedeti, kakšna njegova vest je. Tukaj ni potivan. Kaj pa recimo gospa Nataša Pirc Musar? Ja, njeno veliko geslo je, da zagovarja vladavino prava. To se mi zdi ekstremno sporno. To ne pomeni, da jaz nisem za pravno državo. Jaz zagovarjam pravno državo, ampak pravo ne v preregulaciji, ampak pravo z namenom, da nam zagotovi tiste najmanjše pogoje, da lahko živimo v neki državi svobodno, kulturno, složno in tako naprej. Ampak vladavina prava, to je pa ekstremno nevaren pojem, ker iz zgodovine poznamo razne vladavine prava, pa mogoče imajo grozna imena, to se bo tudi protikandidatka strinjala, tudi v nacizmu je bila vladavina prava, pa v komunizmu, pa v apartheidu. To so bili sistemi, ki so trajali 50 let in ne morete reči, da v apartheidu ni bila vladavina prava. Oni so legalizirali kršitve temeljnih človekovih pravic. In to je bila vladavina prava. Prepričana sem, da si take ne želimo. In tudi zdaj, v takih za majhnega človeka, taka preregulirana država, kjer vlada pravo, vam bom povedala en tak primer. Evropska unija je pred kratkim sprejela zakon, kjer je regulacija tehtanja
na vseh nivojih in mi v ordinaciji imamo normalno tehtnico za tehtati človeka, se veste, tisto, kar imate vi doma, ker za nas je to v medicini dovolj, ne, za to, kar mi rabimo. Ampak ne, preregulirana država zahteva, da imamo tehtnico, ki tehta, meri do 100 gramov natančno. To jaz samo rečem, da je v bistvu pravo, ki je povsem odtujeno od uporabnika. In take države in vladavine prava si jaz ne želim in verjemite, tudi ljudje si ne želijo. Zelo pozno se je vklopil v volilno tekmo nekako favorit trenutno vladajočih, tako Svobode kot SD-ja, dr. Milan Brglez. Kakšen je vaš pogled na tega kandidata? Ja, njega bi pa imenovala, on ima pa dikcijo ali žargon zrelega politika. Zelo veliko in zelo lepo pove, okvir je perfektno političen, ampak vsebine je pa premalo za moj okus. Jaz se včasih sprašujem, če ljudje, ko je potem naredijo rezime, če dejansko najdejo kaj zase primernega. Dober politik torej. Iz lokalne scene se je vključil v politiko tudi župan po funkciji, gospod Vladimir Prebilič. Kako kaj na njega gledate? Jaz pa bi ravno, jaz nisem velik zastopnik, da drobimo državo na vse manjše dele, ne. Saj vidite, on zagovarja lokalno, ampak lokalno mu da v svojem okviru, na ASTV pa ni prišel, ne. Na kakšen način je lokalno? Da bo zastopaš svoj majhen vrtiček ali da se odpreš na državo kot celoto. Jaz mislim, da države ne smemo drobiti na lokalno, zato ker potem se lahko vsi prijavimo, kaj so prednosti in kaj so slabosti, ne. Lokalno je tudi televizija AS. Potem je še tu tudi kandidat Nove Slovenije, gospod Janez Cigler Kralj. Nekako je morda malo konkurenca gospodu Logarju, pa še morda kako vi njega vidite, tega gospoda Cigler Kralja. Ja, on pa v celoti zastopa barve svoje stranke. On pa pošteno in odkrito priznava, da so njegove vrednote enake vrednotam stranke. Kar se mi zdi spet, pač to niso strankarske volitve, veste, to so pač volitve za predsednika države, nekaj povsem drugačnega. Potem pa imamo še kandidata, ki je zelo levo usmerjen z svojimi, lahko rekel, načeli, pa tudi z svojimi izjavami, gospod Miha Kordiš. Kaj bi še lahko o njem povedali? Predvsem pa predsednik ne sme biti ekstremist, ne. Jaz se večkrat vprašam, glede na to, kakšne so njegove izjave, če bi bil on tudi moj predsednik, ne. On ekstremno uporablja to dikcijo, da je proti zasebnikom, jaz sem zasebnik, se pravi, moj predsednik ne bo. Da je proti necepljenim. Jaz nažalost sem necepljena, zato ga sprašujem, ali bo tudi moj predsednik, pa ne govorim samo o sebi, on bo tudi predsednik od Janeza Janše, on bo tudi predsednik od ekstremnih desničarjev. Zdaj ne vem, kako bo to šlo skupaj. Zdaj, Slovenijo ne sestavljajo samo delavski razred in medicinske sestre, to, kar se on javno zavzema in večkrat ponovi. Prebivalka Slovenije sem tudi jaz in vsi ostali državljani, ki jih ne omenja v svojih besedah. Njegova dikcija je v bistvu kršitev 63. člena ustave, kot predsednik pa ne sme kršiti niti enega člena ustave, ker 63. člen ustave govori o tem, da je prepovedano vzpodbujanje vsakršne ali hujskanje neenakosti ali nepravičnosti ali drugačnosti, ne. Tukaj pa gre na nek način, ker je v svojih tweetih rekel, da antivakserji so, da so manj inteligentni, da so škodljivi, ne vem točno kako je, ampak lahko preberem. Rekel je, kar se mi zdi direktna žalitev po kazenskem zakoniku, da smo antivaks idioti in smo poosebljanje iracionalnosti in sebičnosti.
z besedami, da se odstrani mož njegovega profila, se jaz nimam nič proti, ampak to so besede sovražnega govora in to je direktno kršenje 63. člena. Ta nestrpnost pač ne sodi zraven. A je pri funkciji predsednika države pomembna politična kilometrina? Manjšega pomena je kot vse ostalo. Ta politična kilometrina, kot zdaj vidimo, je bolj okvir, pa zelo malo vsebine. Ne? Lahko bi rekla, da je v soočenih zelo koristna, ker njihov žargon je zelo zverziran, ampak se mi ne zdi nekaj tako blazno težkega, da se ne bi dal naučiti v kratkem času. Žargon je tisti, ki jim pomaga, ampak to je izključno okvir. Vsebina je pa popolnoma nepomembna od politične kilometrine. Vsebina je pa pomembna od osebne kilometrine, od človeka. Pa kaj je zdaj boljše, imeti nekoga za predsednika države? Tistega, ki ima za sabo neko politično ozadje, neke politične botre, ali pa je boljše, če nekdo pride izven tega konteksta na ta predsedniški stolček? Slovenci vsakič znova že na parlamentarnih volitvah pokažejo, da jim ni všeč, da imaš politični nahrbtnik. Če pogledate v zgodovini nazaj, vedno se zbere nekdo, ki predstavlja nov obraz. Slovenci želijo in upajo, da bo prišel nekdo drugačen, ker politika, kakršno poznajo, jih je pripeljala do te točke, kjer so nezadovoljni, kjer imajo bolj prazne žepe in so manj svobodni. Tako da oni vedno volijo nove obraze, se pravi, obsojajo politični nahrbtnik, ki ga prineseš v politiko. Veliko rajši imajo človeško plat nekoga, ki jo pokaže. In pač ta obet novega, drugačnega je z njih tako pomemben. Prav zato, ker so ekstremno nezadovoljni z nahrbtniki, ki jih nosijo znani politiki s sabo. A je res stranka Svoboda prinesla svobodo v Sloveniji? Ja. Rekla bi, da na prvi pogled tako deluje, zato ker so zelo dopadljivo in zato sem jim hvaležna, pustili otroke v šoli, ker so razglasili, da je ta epidemija na nek način končana kot epidemija in da bo živela bolezen z nami naprej in so te restrikcije končane. In vendar tu teči zanka, imamo pa na pragu novo krizo, kjer se mi zdi, da ponovno vpletajo ljudi v novo krizo brez znane rešitve. Včeraj, 18.10. se pravi, je bilo objavljeno, da je cena električne energije v celi Evropski uniji, v Sloveniji najdražja. Cena za kilovat 223 evrov, več kot kjerkoli drugje v Evropi. Se vam zdi, da je pomanjkanje, ki bo povezano z energetsko krizo, ponovno, na novo, ustvarjanje spet nove krize in ne njeno reševanje? Kako človek, ki se zares spozna na energijo, in je zdaj premier, da res ne more omogočiti, da bi morda ne bi bili vodilni vsaj v tej ceni električne energije, to je pa javno dostopno. Mislim, da kakorkoli smo zaslepljeni s tem, da smo rešeni iz ene krize, se nam obeta nova. Napovedi nekaterih strokovnjakov so, da bomo pozimi lačni in da bomo na hladnem. Kako vi gledate na to? Ja. Zdi se mi tako kot uvod v novo krizo, ki sem je bila priča. Zdaj, odkar sem doživela zaroto ali odkar sem bila obsojena za teoretika zarote, začenjam verjeti, da je to možno. Glede, v Nemčiji se že obeta, bazeni se zapirajo, se pravi, razgibavanje starejših, to mi je javila teta, ni več možno, ne gresta več v bazen. Počasi morda sledi zapiranje telovadnic, morda ni daleč, da se zapere šole zaradi tega, ker je energija predraga, pa je cenejše, če se šolamo od doma ponovno, zato da bomo imeli vsaj domove dovolj tople. Tako zdi se mi, da je ponovno to strašenje uvod v nekaj, da nas pripravljajo v nekaj, kjer smo že bili. In tega me je strah, mene je tega upravičeno strah, ker podobne stvari smo že doživeli samo pod drugim imenom. Tudi to, da ne bo hrane. Normalno, Slovenija ni
prehransko samozadostna. In to je en od glavnih faktorjev varnosti neke države. A bomo lačni, a bomo imeli dovolj toplo, pa ne gre se samo za to, kako nam bo doma toplo. Ne? Ta energetska kriza je povezana z industrijo, je povezana z nečim veliko večjim, kakor je to, da bomo doma oblekli še eno jopco. Glede na medijske objave, človek dobi občutek, da ste se ukvarjali samo s tematiko COVID-19. Ja, to bi zdaj radi nekako izpostavili in jaz se samo nekaj sprašujem, a se to, kar se nam je zgodilo, res tiče samo mene in ne ostalih kandidatov, a sem samo jaz videla otroke, ki se jim je poslabšala duševna stiska, a imam samo jaz prijatelje, ki so doživeli finančni zlom, a imam samo jaz prijatelje, ki so zbolevali za drugimi boleznimi in moji pacienti in niso bili vredni sočutja. A je se to res tiče samo mene, da so nam udrli v zasebnost, pa ne samo to, da bo mene v prihodnje frizirala frizerka, ki je od 3 let poklicne šole bila samo eno leto v razredu in da bo samo meni popravljal avto nekdo, ki se je odločil za mehanika, pa ni prišel do praktičnega dela. A se to res tiče samo mene? Pa ne gre samo za to, da se ne tiče samo mene, to se tiče vseh nas in tudi vseh ostalih kandidatov. Ampak ta COVID kriza, to je samo obraz tega, kar se nam je v ozadju zgodilo in česar se moramo zavedati. Pod okriljem COVID krize so se zgodile največje kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Dogajalo se je veliko več. Z vsakim ukrepom, z vsemi odloki, kot tudi z načinom cepljenja, se je dogajalo marsikaj več. Ne moremo se ozreti stran. Jaz nisem za to, da se obsoja, ker to za mene ni način, kako bomo v prihodnje varni. Ampak gre se pa za to, da moramo to razčistiti. Zato, da se zavarujemo, da se to nam nikoli več ne zgodi. In kakšna je potem tu vloga predsednika? Predsednik mora vzpodbujati jasno, transparentno in pošteno debato. Predsednik mora slišati vse strani, tudi tiste, ki ne odgovarjajo vedno. Veste, v znanosti, ko se spreminja, moraš včasih tudi kakšno stvar sprejeti, ki ti ne pade noter v hipotezo, ki ne gre v tisto, kar si ti na začetku si zadal, da boš raziskoval. Ampak ti moraš to sprejeti in tudi, če s tem ovržeš nekaj, v kar si verjel, da boš dobil dobre rezultate. Poglejte, naprimer zdaj, ker me pa že morajo mi dati priložnost, da povem to o cepljenju. Zdaj pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil končno študije, kakšne izkušnje imamo s cepljenjami v Sloveniji. Vemo, da ne prepreči prenosa bolezni, vemo, da ne prepreči, da bi zboleli. Nekako so nam pa zdaj ponudili, da pa prepreči težje poteke bolezni. To je bilo, zdaj se je spreminjalo v zgodovini. Ne? Se prav nekaj od tega ni smelo biti res. In v Celju so vendarle prešteli primere tistih, ki so umrli zaradi težjega poteka bolezni COVID-a, zaradi bolezni, ne z boleznjo, in ali so bili cepljeni ali ne. Študija je javno objavljena na zborniku Nacionalnega inštituta za javno zdravje 5.10.22, pred kratkim. Od avgusta 21 do marca 22 so zabeležili, zdaj mogoče tukaj le bom kakšen primer, 270 smrti zaradi COVID-a. Zamislite si to, od teh ljudi za več kot polovico nimajo nikakršnega podatka, ali so bili cepljeni ali ne. Zamislite si oktober 21, ko nisi smel v supermarket, nisi smel nogavic kupiti, če so se ti strgali, nisi mogel čeveljčkov otroku kupiti, ki jih je prerastel. Nismo vedeli za ljudi, ki so bili sprejeti v bolnico. To ni larifari, ne, to je bolnica. Nismo imeli nikakršnega podatka o tem, ali je cepljen ali ne. Čeprav moraš preveriti. Vsaj to bi morali preveriti. Ali smo 54% ljudi nimamo nobenega podatka od umrlih, ali so bili cepljeni ali ne. Se prav govorimo na pamet. No, za 123 ljudi pa vendarle vemo njihov cepilni status teh, ki so umrli. In zanimivo.
13% jih ni bilo cepljenih. Vsi ostali, vseh ostalih 33% od celotnih smrti je bilo cepljenih. Od tega zelo veliko, 26, polno cepljenih. Zdaj si pa vi zamislite, ne rabite verjeti v znanost. Ampak rečete, morda, če cepivo ne koristi in ne škodi, je tako kot loterija. Pol. Pol cepljenih, pol necepljenih umre s covidom. Je res. Če cepivo dejansko zelo pomaga, samo pamet morate imeti, ne rabite drugih statističnih analiz. Če pomagate, zaščiti pred težjim potekom, kaj je hujšega kot smrt. To je najtežji potek, ne? Ne. Več jih je umrlo cepljenih kot necepljenih. 33 proti 16, velika razlika, ne? Ne rabiš statistika, da to vidiš. Če bi bili pa necepljeni bolj zdravi, potem pa teh manj umre. In točno to se je zgodilo. Ampak ne parlamentirajo necepljenih, te so pozabljeni. Zdaj pa vi meni povejte, celo na majhnem vzorcu se to dogaja. In zdi se, kot da grebimo. Kot da je to ta znanost, v katero verjamemo. V katero znanost pa lahko verjamemo. Ne vem zdaj v katero. To je ta problem. Ampak vse... Že vemo veliko, hočem reči. In vendarle se slepimo. Ampak zakaj nekako ne pride to tudi v ospredje, vsi ti podatki, vse te informacije, ki nekako v tem zdravstvu pa vseeno so neke... Zakaj ne pride? To se jaz tudi sprašujem. Mene kot predsedniško kandidatko ves čas z nekimi takimi majhnimi inserti nagovarjajo s tem v zvezi, ampak drugih pa kot da se ne tiče, kot da to ni njihova stvar, kot da so oni v 3 letih se ni zgodilo nič, same dobre stvari. Čeprav imamo podatke, da se je duševno zdravje otrok drastično poslabšalo, da se je ekonomska kriza, zadolževanje, da se je vse drastično poslabšalo in vendarle se to nikogar ne tiče. Pa ne zato, da bi jaz koga hotela obdolžiti, nikakor ne. Ampak, veste, skrivanje podatkov ali pa laganje, manipulacija s podatki res vodi v katastrofo. Mi se moramo ustaviti in o tem predebatirati. Jaz kot predsednik bi dala vsem priložnost za to, da najdemo resnico, ki je celota. To je seštevek vseh resnic, ne samo ene. Resnica ni samo ena. Če gremo sedaj malo na mednarodni politični parket, nekako nas vse tako ali drugače zadeva ta vojna v Ukrajini, pa nekako tudi vpliva na naše življenje. Vidimo cene energentov, cene hrane, vse se dviguje. Tudi zdaj že počasi nekako se ta krivulja rasti, gospodarske rasti začela obračati navzdol, torej vsi nekako pričakujejo to gospodarsko krizo. Tudi ljudem je iz dneva v dan težje, kar je tudi posledica teh sankcij. Pa bi bili vi za to, da bi v Sloveniji izvedli referendum, kjer bi se ljudje na referendumu, to je neko, bom rekel, tisto osnovno sredstvo demokracije, da ti na referendumu nekako se naj ljudstvo odloči, kaj bo za določeno tematiko, da bi se dejansko na referendumu odločili, ali sankcije proti Rusiji da ali ne. Jaz sem v načelu, nisem za referendum, ki bi bil izveden na način, kot so do zdaj izvedeni referendumi v Sloveniji, tako politično motivirani. Zelo težko je, kadar ljudje nimajo zadosti velike količine podatkov, ko so nagovorjeni na neprimerne načine in ne vejo vse resnice, ker veste pa, da medijska blokada že dolgo časa poteka. In ljudje se lahko, druge se ne morajo izobraževati kot v nekih medijih, ne, takšnih in drugačnih, in so zato v precejšnji meri odvisni od politike, ker politika vpliva na medije. Zato je referendum kot tak, ne vem, če je lahko dovolj pošten. Ne? Ampak predsednik pa ima svojo moč nagovarjanja in svoj medijski prostor, kjer lahko nagovori pošteno, objektivno in s pomočjo svojih znanj, pričevanj in svojih verov. Ne? Ne bi bilo nekako prav, da bi se ljudje sami odločili. V redu,
Naj povejo, ok, bomo solidarni z njimi, v redu, ampak jaz sem pa se potem pripravljen odpovedati elektriki, onim dobrinam, tretji dobrini, bom pač... Absolutno. Ne, ni to neka... Samo se strinjate... Zakaj se ne bi recimo ljudje za to odločili? Se strinjate, da morajo biti pravilno obveščeni? Ja, to pa seveda. Ker drugače bo dikcija ponovno taka. Moramo pomagati državi, ki se je samostojno odločila za to pot, moramo narediti, moramo jim pomagati. Ne bojo rekli, mi smo se vključili z orožjem, s tem smo se vključili na nek način v vojno, kar vas direktno zadeva pa je poslabšanje blagostanja vsakega posameznega državljana Slovenije. Drugače se pa strinjam, referendum je oblika demokracije ali vladavine ljudstva, kar pa je temelj naše državne ureditve. V 1. členu Ustave piše, da smo demokratična republika in da pri nas vladajo ljudje. Ampak zakaj se potem referendumi onemogočajo? Ja, zato ker referendum sam po sebi pa je politično motiviran, ne? Onemogočajo. Zdaj, za čisto vsako stvar pa tudi ne moramo iti med ljudi, ker bojo ljudje utrujeni, bojo rekli, pa imamo zato tudi ljudje, imamo tudi strokovnjake, da se bojo odločili za nas, saj smo jih izvolili. Ampak v Švici deluje zadeva. Razumem, ampak oni nimajo enakega sistema kot mi, ne? Saj tudi v Belgiji deluje, ne? Ampak, a veste, pri nas pa vsem ljudje mislijo, da imajo izbranca, ki se bo odločal v njihovem imenu. In ljudje se ukvarjajo s svojimi vsakodnevnimi stvarmi, ne moramo jih vsak dan moriti z referendumi, saj vendarle imamo za to strokovnjake, imamo državni zbor, imamo se pravi zakonodajno, imamo izvršilno oblast, imamo te mehanizme, imamo konec koncev državni svet, ki ima predstavnike iz vseh teh sfer, ki še niso zastopane, pa naj bo to iz gospodarstva, delodajalci, delojemalci, socialne skupine. Tudi oni imajo zakonodajni veto. Mislim, mi imamo organiziran politični prostor na ta način, da res ne moramo z vsako stvarjo nagovoriti ljudi. Ljudje imajo drug del. Ne? Kako vi gledate nekako pristop Evropske unije, pa tudi slovenske države, do teh vojn, ki so dejansko potekale v zadnjih 20 letih? Pa je bil napad ZDA oziroma NATO takrat na Afganistan, pa vkorakala je vojska. Potem je bil napad na Irak, pa je vkorakala vojska, pa potem bila Libija, pa Sirija. Nekako to ni bil problem, ko je tuja vojska vstopila na neko suvereno državo. Ne? Sedaj, ko je pa se v Ukrajini zgodilo, da pa enkrat ni vstopila neka prozahodna vojska, ampak je vstopila ruska vojska v Ukrajino, pa ne me narobe razumeti, ne da bi to odobraval, jaz teh stvari ne odobravam. Ja, mi smo za mir, jaz sem prepričana. Ampak samo se pač pogovarjam, zakaj pa je potem sedaj neki taki čist drugi pristop, ne samo slovenske, ampak celotne evropske politike do agresije neke velike države na neko majhno državo. Ja, kako je to mogoče? Jaz se enake stvari sprašujem. Kako je mogoče, da, dobro razumem, ker smo del NATO, ki smo se odločili, smo se pač predati del suverenosti neki drugi organizaciji, v tem primeru vojaški organizaciji NATO, moramo neki tukaj, da je mečkam biti pristranski. Ne? Ampak NATO kot tak, kakšen namen pa ima? On kot širi demokracijo na take države, kjer ni demokracije, naprimer Libija, Irak, Afganistan, tam ni demokracije, ampak pogledajte, kakšen uspeh je. Prišli so širiti demokracijo, blagostanje in te neke zahodne vrline. Vsakič, ko zapustijo državo, v kateri so širili demokratska načela, je tam popolno opustošenje. Poglejte Libijo. A so tam, kaj zdaj to? Ko so zapustili Američani, je to zdaj demokratična država, kjer so visoko cenjene človeške pravice. Nasprotno, pred kratkim sem brala, da imajo tržnico sužnji. Ne samo, da imajo manj svobode, manj denarja in manj demokracije. Ne, ko se širjenje NATO, širjenje demokracije, ki jo izvaja NATO, konča v neki državi, tam ne ostane niti D od demokracije, tam ostane opustošenje. Tak je moj pogled. Pa še drugo, ko ste pa rekli za Rusijo, Ukrajino, pa pogledajte, tega referenduma, ki so ga izvedli, to ni od včeraj, veste, to že od 2014 traja, ne? Ta nesoglasja v Ukrajini, želja po odcepitvi pokrajin, kjer je pretežno rusko prebivalstvo.
Mi smo podprli referendumsko vprašanje na Kosovu, ampak Rusom v Ukrajini ga pa ne priznavamo. In tudi 2014-2015 sem našla izseke iz Dela, iz časopisa, kjer je bilo tako res naslov, je bil, pišete o žrtvah v Parizu, ni vam pa mar, ukrajinski novinar, ni vam pa mar za naše civiliste, ženske in otroke, ki jih je bilo, mislim, da nekaj manj kot 400, ki so bili ustreljeni na področju Donbasa, ki so bili ustreljeni v glavo, strelom v glavo in njihovi organi preprodani. To smo takrat mi še pisali, ampak danes se zdi, kot da se to ni dogajalo, čeprav ni bilo 100 let nazaj, ampak je bilo samo par let nazaj. In v bistvu ne poznamo ali ne želimo vedeti cele zgodbe. Zgodba je veliko bolj kompleksna, kakor se zdi na prvi pogled, in tudi v tem smo neke vrste hinavsko se spravili absolutno na stran enega, brez posluha za stran drugega. Se strinjam, sem za mir, ampak trdim, da se z orožjem mira ne da dobiti. Z orožjem seješ smrt in uničenje. To je dejstvo. Vaš poklic je zelo zanimiv, namreč povezani ste z nastopom novega življenja, ko pride na svet in temu življenju kažete luč, kam mora iti. Pa bi lahko kot predsednica države tudi pokazali luč slovenskemu narodu, kam bi moralo iti v prihodnjih letih. Če si kaj želim, je to moja največja želja, da bi samo in izključno v dobrobit Slovenije in slovenskih državljanov delovala. Vsak dan z vsakim dnem. Če to imenujete luč, bi svetila najbolj svetlo, kar je možno. Morda še za zaključek enega zanimivega pogovora. Še tudi deklamirate tudi kakšne pesmi, bi morda za gledalke in gledalce, ki nas sedaj spremljajo pri tem pogovoru, tudi želeli podeklamirati kakšno pesem? Eno pesem pa bi deklamirala. Lahko začnem? Izvolite. Od Shakespearea sonet. Ne, ona nima žametnih oči in niti kodrov mehkih kakor svila. Če sneg je bil, ga v njenih nedrih ni. In usta bi se od koral ločila. Sem videl rože bele in rdeče. Na njenih licih take ne cveto. In so dišave, ki so bolj dehteče kot vonj, ki diha njenoga telo. Njen glas poslušam rad, če tudi vem, da zvok iz strun prijetno izveni. Kako boginje hodijo, ne vem, ko ona hodi stopa kot ljudje. In vendar mi je bolj prepričljiva kot vse, ki pesem jih slavi lažniva.